Pozdravljeni in gosti Jare. Danes smo se zbrali pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije zaradi tega, ker vlagamo pobudo za oceno ustavnosti v zvezi z letošnjimi državnozborskimi volitvami, ki so po našem prepričanju absolutno neustavne, nezakonite, nepravične, nesvobodne, nedemokratične, kot ponavadi rečejo temu, in še celo vrsto izrazov bi lahko našteval, ki pomenijo podobne zadeve. Gre za to, da enostavno po našem prepričanju takšnih volitev, kot jih imamo, sploh ne bi smelo biti. To pobudo za oceno ustavnosti vlagamo v imenu predvolilne koalicije ZOS, Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo, in zraven med pobudniki sta tudi oba člena te koalicije, to je stranka Gibanje Zedinjena Slovenija in pa stranka Slovenskega naroda. Poleg tega pa je med pobudniki še 7 kandidatov in kandidatk za poslance na letošnjih državnozborskih volitvah in pa 2 običajna, preprosta, navadna, če temu tako rečemo, volivca oziroma en volivec in ena volivka. Tako da smo med pobudnike, ki jih je vse skupaj 12, dobesedno zajeli vse, ki imajo v zvezi z volitvami pravni interes. Zdaj pa, zakaj konkretno gre? Najprej bom izpostavil eno zadevo, ki se meni zdi med najbolj kritičnimi v zvezi s temi volitvami. Sam sem, seveda, tisti, ki veste, pač veste, predsednik politične stranke Gibanje Zedinjena Slovenija. In kot zastopnik Gibanja Zedinjena Slovenija sem tudi uradno prijavljen na Državni volilni komisiji kot organizator volilne kampanje predvolilne koalicije ZOS, Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo. Ne Gibanja Zedinjena Slovenija, da bomo razumeli, zakaj gre. Ampak v Mariboru, kjer pa kandidiram za poslanca v 2 okrajih, v samem mestni občini Maribor, pa so me ljudje, ki so potrjevali oziroma ki so potrdili kandidatne liste, dali brez mojega soglasja, pa ne samo brez mojega soglasja, v bistvu nimajo soglasja nikogar od kandidatov in kandidatk v mariborski volilni enoti, nas so preprosto samovoljno dali na listo Gibanja Zedinjena Slovenija, ki sploh ne želi samostojno kandidirati in nastopiti na volitvah. Kaj so s tem naredili? S tem so prekršili vse pravne norme, zdaj ne bom našteval vseh členov, 1., 2., nekaj jih bom našteval kljub temu, 1., 2., 3., 5., 8., 14., 15., 22., 39., 43 in še več drugih Ustave Republike Slovenije. Mislim, lahko si sploh kdo med nami predstavlja, kako je v tej državi mogoče, da nekdo, ki ne želi kandidirati in ni vložil kandidature na tej listi z imenom Gibanje Zedinjena Slovenija, nobeno soglasje za kandidaturo namreč ne obstaja na takšni listi, ga volilna komisija prisili, da mora kandidirati na takšni listi. In temu oni pravijo svobodne volitve, pa pravične in poštene in tako dalje. Mislim, tu je treba vprašati za resno zdravje teh ljudi, ki o tem odločajo. Odločajo pa o usodi nas vseh ljudi, vseh prebivalcev Republike Slovenije. To je bistvo. Zaradi tega, to je samo ena izmed stvari, ki so neustavne, protizakonite, zaradi katerih bodo te volitve, če bodo izpeljane, neveljavne. Zato moram povedati, da smo mi dali predlog in pobudo, oziroma predlog, da se takoj zaustavijo vsi postopki v zvezi s temi volitvami, da se zaustavi celotna volilna kampanja in se volitve preložijo. Takšnih volitev enostavno ne more in ne sme biti, ker bodo neveljavne in bo tudi v Evropski uniji označene kot neveljavne. Tako da jaz vem, kaj govorim in nočem spet poslušati, da bo nekdo potem govoril, da smo mi tisti, ki blatimo ime Slovenije v Evropi in po svetu. To delajo ti ljudje, ki ne spoštujejo Ustave Republike Slovenije. In če to govorim jaz, ki sem bil obsojen za domnevno hujskanje in ščuvanje za nasilno rušitev Ustave Republike Slovenije, potem veste, kje smo in koliko je ura. Še več teh nepravilnosti, neustavnosti, nezakonitosti je toliko, da bi mi zdaj lahko, jaz bi lahko tukaj govoril pol ure z vami. Vem pa, da vi tega ne boste nikakor objavili, ker nimate toliko časa. Pa bom dal tudi besedo še kolegu
Ludviku Poljancu, ki je tudi se ukvarja z pravom in bo še on povedal, kaj on misli o tem vsem. Dejstvo pa je, da upam in verjamem, da boste vi kot predstavniki slovenskih medijev slovensko javnost obvestili o tem, za kaj gre. Kajti, vkolikor volivci in volivke o tem ne bodo obveščeni, bodo spet zavedeni in to je napaka in to se enostavno moramo to preprečiti, to se ne sme zgoditi. To bi bilo z moje strani, mislim, čisto dovolj. Ja. Najprej vse pozdravljam, moje ime je Poljanec Ludvik, sem Mariborčan, Slovenec, državljan, prebivalec in sem tudi pooblaščenec zagovornik na Evropskem sodišču v Strasburgu in spremljam dogajanja v Sloveniji že od leta 1992 in moram povedati, da obstaja nekaj točk, kjer gre za hudo kršitev človekovih pravic. Predvsem že 12. sem kot stranka, stara pravda stranka prava, doživel fiasko in sem začel proučevati zakonodajo, predvsem pa ustavo in moram povedati, da en izmed večjih problemov je način kandidiranja. Mi v Sloveniji imamo fenomenalni način, ki ruši enakost, to je kandidiranje z 3 podpisi poslancev, kandidiranje z 100 podpisi, overjenimi podpisi v okviru stranke in morda celo za 1000 podpisi, če kandidiraš kot neodvisni kandidat. Vse te 3 variante kažejo na grobo kršitev 11., 22. in 14., 22. in 43. člena ustave, ki garantirajo enakost. Ta zadeva, moram nažalost povedati, ni predmet samo te ustavne pritožbe, ki jo danes vlagamo, ampak moram povedati, da vse volitve po 1.1.92 so zaradi teh kršitev ustave vprašljive, neveljavne, nezakonite in tako naprej. Ta ustavna pobuda vsebuje elemente, s katerimi bomo ustavili vse te neustavnosti in omogočili državljanom na osnovi odločbe Ustavnega sodišča poštene volitve na principu enakosti. Ker osnovna misel, katero uporabljam v življenju, so 3 besede. Enakost, bratstvo in svoboda, kar je temelj evropske demokracije. Hvala. Jaz bi samo še to dodal, ker nisi tudi ti ne povedal, pa prej tem jasne, da je ključnega pomena pri letošnjih volitvah je tudi 7. člen zakona o volitvah v Državni zbor, ki ga je to zadnji sklic Državnega zbora, se pravi ta Državni zbor, ki ga imamo sedaj, leta 2021, mislim, da je bilo to 16. svečana, spremenil. Predtem je bil veljav od leta 1992 in je dodal eno samo besedo že v novo besedilo zakona, ki je sicer popolnoma enako, kot je bilo predtem praktično 29 let. Ampak ta beseda že bistveno spreminja pomen celotnega zakona. In zdaj o njej ne bom razlagal, ker naj se to tisti, ki se morajo s tem ukvarjati, malo bolj podrobno pogledajo, pa bodo videli, kaj so pravzaprav s tem naredili. Pomeni pa enostavno dejstvo, da v nobenem primeru volitve, če se bodo zgodile, ne morejo biti veljavne. Ne morejo biti veljavne, ker kandidirajo, vsi kandidati, ki kandidirajo, sploh ne bi smeli kandidirati in glasovali bo na ljudje, ki nimajo volilne pravice. Še to zraven. To sem zdaj samo nakazal, za kaj gre. Sama tale volilna kampanja pa je tudi popolnoma neustavna, ker dejansko so z pravili zasebnih medijev ali pa recimo javnega zavoda RTV Slovenija s pravili, ki vemo, da so v bistvu navadni podzakonski akti, pa očitno pri nas niti to niso, ker bi tudi ti morali biti v skladu z ustavo, kot kaže pa so nad ustavo, ne? In s temi pravili so omejili recimo nam konkretno, ko so nas izločili v volilnih enotah Ljubljana 3, pa Ljubljana 4 in pa v Mariboru so nam pa dali, ko sem prej povedal, čisto drugo ime, so dejansko povzročili to, da nas recimo niti RTV Slovenija ne obravnava na volilnih soočenjih, niti na predstavitvah. Skratka, nas v volilni kampanji sploh ni. Poleg tega pa nam nobena banka v Republiki Sloveniji in nobena hranilnica v Republiki Sloveniji ni hotela odpreti transakcijskega računa, preko katerega smo mi po zakonu, po 16. členu zakona o volitvah in referendumski kampanji dolžni voditi to kampanjo. Mi kampanje sploh ne moramo voditi, ker nimamo računa odprtega. In
legalno, zakonito ne moremo delovati in ničesar narediti. In nobeno v tej državi, mi smo se pritožili na dva tržni inšpektorat pa inšpektorat za notranje zadeve, na Računsko sodišče, na Banko Slovenije, na Vrhovno sodišče, nihče v tej državi nič ni odgovoren za nič. Mi pa dejansko volitev sploh ne moramo izvajati volilne kampanje. In kdo bo zdaj v tej državi pojasnil, kako je to mogoče in kaj nam mi zdaj naredimo? Če gremo karkoli narediti, to, da mi prijemo iz Maribora v Ljubljano, pa damo potne stroške, ne moremo, ker ne gre. In to pomeni, da so kršene naše temeljne pravice. Mi sploh kandidirati ne moremo sodelovati v kampanji, ničesar ne moremo. Krivi za to so pa določeni ljudje in meni zanima, kdo so ti ljudje. Izvolite. En stavek. Jaz sem Martina, Gibanje Triglav v okviru Zavezništva Osvobodimo Slovenijo. Odločno zastopam držo ustavitve volilne kampanje in letošnjih volitev do začetka postopka ustavnosti volilne zakonodaje. Hvala. Ja, povej še ti. Dajmo to ti. Jaz se lahko v roki držim. Jaz sem bil priča osebno, kako je zavrnila volilna komisija volilne enote 3 pa 4 v Ljubljani, zato na podlagi nekih insinuacij pa v sklepu oziroma v odločbi negativni uporabila v pravnem pouku te odločbe oziroma zamolčala v pravnem pouku te odločbe 7. člen zakona o volitvah v državni zbor pa referendumu. In sicer pozvali so nas, da v roku 48 urah vložimo pritožbo na Vrhovno sodišče. Mi smo to naredili, smo poslali, pač imamo za to dokazilo, priporočeno pošto, ampak na Vrhovnem sodišču so nam to zavrnili, rekoč, da smo zamudili rok. Glede na to, da je bil pravni pouk pomanjkljiv, ker v 7. členu prav, da je treba vložiti direktno pri organu, mi smo pa poslali pač priporočeno pošto, nam je Vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo. Zaradi nepopolnega pravnega pouka strani volilne komisije 3. in 4. volilne enote. Bi samo popravil, ni 7., 4. ampak dobro, 4. nesporazum. Ja. V redu je, to je to. Povejte, zaključno misel, da je to že. Ja, nič. Glejte, mi sicer to našo ustavno pobudo bomo vsekakor zdaj gremo vložiti. Ja, to je začetek, v bistvu je na 27 straneh, ni kratka, je kar obsežna. Ne? Moram pa povedati naslednje, ne? Glede na to, kaj mi dokazujemo tu notri, je dejstvo, da ti gospodje, ki sedijo tukaj na ustavnem sodišču, sploh po tej ustavni pobudi ne bi smeli odločati, ker so tudi oni tu nelegalno, nezakonito. V bistvu oni sploh nimajo tukaj iskati. Ne bom zdaj razlagal, zakaj. To si naj malo pogledajo tisti, ki se s pravom ukvarjajo, ker če se že ukvarjajo s pravom, bi lahko tudi to vedeli. Ne lahko, to so dolžni vedeti to. Ne? Skratka, mi od njih v resnici resedi na ljubo ne pričakujemo ravno nekega pozitivnega rezultata, ampak pomembno je to, da bomo zadevo vložili, da bomo javnosti predstavili, zakaj gre in da ko bo drugi časi, ne ti, ki jih imamo zdaj, bodo ljudje vedeli, kdo je delal stvari, ki so nujno potrebne za ljudi in kdo je takrat obračal glavo v stran in se obnašal kot noj z glavo v pesku. To bi bilo toliko v moji strani. Kje bomo lahko prebrali to celotno pobudo? Ta celotna pobuda bo objavljena na Facebooku, na spletnih straneh. Sigurno bo objavljena na spletnem portalu pravda.si, to je zagotovo, pa kot sem rekel, na Facebooku. Ne. Kaj pa, če bo ta pobuda strani ustavnih sodnikov zavrnjena, kako se bo to narediti? Ja, Normalno, Evropsko sodišče. Vsekakor šli bomo naprej, tako sem prej, jaz že na začetku povedal, da bomo zadevo peljali do tja, dokot je možno. Potem pa pridejo, če nikakor ne bomo mogli te stvari reševati, pa pridejo verjetno neke druge ukrepe, neke druge zadeve, o katerih pa jaz ne bi govoril, ker sem enkrat že bil obsojen, da nekaj hujskam. Jaz nič nočem hujskati. Jaz mislim, da bo ljudje, ko bo čas dozorjal,
brez kakršnega koli hujskanja sami naredili, kaj je potrebno. Tako da, Hvala. Predlagam, da gremo. Nekdo naj snima. Ne, meni je nedovoljno. Da bomo imeli vse dokumentirano. Evo, zdaj je to vloženo. En izmed večjih problemov, ki je nastal, da v javnem prostoru Ustavnega sodišča ni bilo dovoljeno snemanje postopka. Kljub temu, da nisem opazil nikjer nobene oznake o prepovedi snemanja. Se pravi, zopet gre v poseg v človekove pravice, ki ne dovoljuje, da bi uveljavljal svoje človekove pravice v popolnosti. Namreč, vsak posnetek, vsak video, vsaka ta zadeva je lahko na sodišču dokaz. In to je zelo pomembno. Celo imamo sodbo Evropskega sodišča, da tudi neupravičeno foto ali video snemanje, ki je edini dokaz, se lahko uporablja. Jasna Martinjak, Gibanje Triglav v Zavezništvu Osvobodimo Slovenijo. Z vsem spoštovanjem do vsega truda, ki je bil vložen v priprave, v volilno kampanjo, vse, kar delamo, delate in parlamentaren in neparlamentaren blok, bom rekla, kličem k razumnosti v tem primeru in k temu, da prisluhnete dejanskim neustavnostim in podprete zaustavitev teh volitev. In na tem dejstvu se bo tudi videlo, kdo je ta, ki v tej državi v bistvu želi samo izkoristiti volitve, pa ni važno, kakšne so, za svoje osebne interese. Kdo pa je ta, ki želi, da so volitve takšne, kot bi morale biti, pa jih pač trenutno nimamo, in dejansko želi spremembo v korist in v dobro vseh ljudi v naši družbi. Jaz mislim, da se bo tu to jasno in glasno in očitno pokazalo. Jih jasno pozovete k sodelovanju? Seveda, mi tako smo že predtem pozivali k sodelovanju, pa tudi še enkrat, pa 10-krat, pa tudi milijonkrat, če treba, bomo pozvali čisto vse liste. In tu ne delamo razlike, kdo je parlamentarna, kdo je neparlamentarna. To je protiustavno. Ustava sploh ne pozna parlamentarnih pa neparlamentarnih strank. In torej, kakšna delitev na parlamentarne in neparlamentarne stranke potem sploh obstaja na podlagi zakona. Takšen zakon je neustaven že sam po sebi. Torej, mi ne delamo te razlike, ker je to diskriminatorna razlika, to je kaznivo dejanje celo po našem prepričanju, in pozivamo zato vse predstavnike, vse liste, vse kandidate in kandidatke za državnozborske volitve in pa seveda vse volivce in volivke, ki imajo pravico, da se teh volitev udeležijo, čeprav tu je bistvena težava, ker zakon, ki ga imamo sedaj, to je ta 7. člen, o katerem sem prej nekaj govoril, sploh ni jasen. To ni zdaj tema tega, kar trenutno govorim. Skratka, treba je stopiti skupaj, volitve ustaviti in potem mora celotna slovenska družba, civilna in politična, ker tudi vsi moramo sodelovati pri tem, narediti dejansko nek nov družbeni dogovor, nov zakon. Potem pa je potrebno narediti tako novo volilno zakonodajo, kot tudi na referendumu sprejeti ne samo to volilno zakonodajo, ampak tudi ustavo, za katero bo ljudstvo dejansko stalo in prevzemalo s tem odgovornost. Vsak posameznik in družba kot celota. Ja, nam je že čudno to, da pristajajo te stranke, ki so izven parlamentarne, da jih RTV vrtijo, oziroma ta soočenja ob 5, parlamentarne pa v prime timeu ob 20. Mogoče bi morali enkrat ene, enkrat druge, ene ob 5, pa se to obrne, naprimer. Istočasno. Sploh ne bi smelo biti delitev, to je delitev protiustavno na 2 ligi, če se športno izrazim. Volitve so olimpijada in mi imamo zdaj olimpijado, kjer na 100 metrov nekdo začne teči na 30 metrih, nekdo na 70, nekdo na 90. Problem je še v tem, sem mislil zgolj zaradi števila, ker pol, če imamo pa število noter vse, je pa pol tiš čas problematičen. Ne, se da. Tehnično se da vse izvesti, samo ker ni dogovora, ker gledajte, problem te države je, da volitve niso 2 meseca pred volitvami, ampak po enih volitvah zaključenih, ki bi mogli biti pač tako, kot bi morali biti, ki niso, so naslednje ali predčasne neko obdobje, leto, 2, 3, 4,
In v tem času bi morali imeti vsi enake pogoje, da predstavljajo svoje programe. Lahko pa 2 ure ali pa 3. To sploh ni pomembno, lahko je 24 ur na dan, lahko je v času volitev na tej Sloveniji, ne, lahko je popolnoma nov volilni kanal, kjer ljudje 24 ur razlagajo svoje programe, svoje ideje, so direktno vključeni. Vse tle gre gotovo zato, ker se bojijo vprašanj neparlamentarnih strank. Ja, pa seveda. Oblasti in tako. Če smem jaz dopolniti, če bi šlo za gospodarske subjekte, se pravi za podjetja konkretno, ne, bi to, kar imamo mi na političnem področju pri strankah in listah, imenovali kartelno dogovarjanje. To je kaznivo dejanje, izločene konkurence, to pomeni. In to počnejo parlamentarne, zdaj bom pa rekel, katere stranke, ne, parlamentarne stranke oziroma ti ljudje, ki so poslanci tu nasproti v tem tako imenovanem hramu demokracije.